Do kod lahko na Euro seže Slovenija? S tekmo gostiteljice Nemčije in Škotske se nocoj na Allianz Areni začenja enomesečni praznik nogometa na stari celini. Po 24 letih so zraven tudi Slovenci, drugič na Euro, četrtič na velikem tekmovanju. Stavnice napovedujejo, da bo preboj iz skupine C z Dansko, Srbijo in Anglijo presenečenje čete Matjaža Keka. Toda sistem tekmovanja napredovanje omogoča tudi tretjeuvrščenim ekipam v skupinah in prvo napredovanje iz skupine za Slovenijo na velikem tekmovanju je realen cilj. K uspehu bodo skušali prispevati tudi navijači iz vseh koncev Slovenije. Do 50.000 jih v naslednjih 12 dneh pričakujejo v Nemčiji. Da bi se tisti, ki le redko obiščejo tekme prve lige, kjer se gradijo temelji reprezentance, navdušili nad rednim spremljanjem nogometa, si zagotovo želijo klubi, ki so te dni začeli priprave na novo sezono. To bi morala biti želja tudi Nogometne zveze Slovenije. Ta se, vsaj tako se zdi, reprezentanci posveča precej bolj kot domačemu tekmovanju. Toda polemike za nekaj trenutkov pustimo ob strani. Primerno je, da zdaj, ko je slovenska izbrana vrsta znova del elitne druščine, pa čeprav na seznamu udeleženk na repu po tržni vrednosti ekipe, tihamo kot eno. V preteklosti se je večkrat zgodilo, da so se podobne pravljice končale malo slabše. S cirkusom. Naj nogometaši zore vlečejo pri košarkarskih kolegih, ki so leta 2017 pokorili Evropo. Je Jan Oblak, Goran Dragić te reprezentance? Je Benjamin Šeško, Luka Dončić med nogometaši? Kdo je potem Josip Iličić? Selektor Kek si želi, da mediji iz zgodb o reprezentanci, pa čeprav pozitivnih, kot je denimo uspešna vrnitev Josipa Iličića v slovenski dres, ne delamo cirkusa. Oprostite, gospod selektor, delali bomo zgodbe, delali bomo pozitiven cirkus, ker si slovenski nogomet to v tem trenutku zasluži in ker to tudi potrebuje. Če bodo na igrišču nogometaši s Triglavom na prsih pokazali zanos, ki so ga v kvalifikacijah za Euro, in če bodo tako uspešni, kot so bili denimo na pripravljalni tekmi s Portugalsko, bo zagotovo tudi Slovenijo zajela nogometna euforija. Ta pa lahko Slovence ponese daleč, tudi v nadaljevanje prvenstva, ko se bo za evropski nogometni cirkus slovenskim pečatom iskala karta več. Preredko se zgodi, da je Slovenija poenotena, da so želje in cilji velike večine enaki. Zato srečno Slovenci!